Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Ljudski vremenski koledar pravi, da v času, ko godujejo sveti Pankraci, Servaci in Bonifaci, pogosto pride do ohladitve. Dan potem pa goduje sveta Zofija, ki rada s seboj prinese dež. Če vsi ti ledeni možje res nastopijo in nato pride še uscana Zofka, bo sledilo lepo in toplo poletje. Napovedi zanj so obetavne, saj vreme v teh dneh res nekaj prida. Nocoj si oglejte. Potrjen nov statut občine Moravče, 45. državno tekmovanje mladih čebelarjev v Zagorju, tekmovalni nastopi na glasbeni šoli Litija Šmartno. V sredo je v dvorani Kulturnega centra Moravče potekala 6. redna seja občinskega sveta. Glavni del je bila prva točka, s katero je občinski svet občine Moravče na predlog župana dr. Milana Balažica po 4-letnem prizadevanju s kvalificirano dvotretjinsko večino sprejel statut občine Moravče in poslovnik občinskega sveta. Oba sodobna dokumenta bosta županu, občinski upravi in občinskemu svetu omogočila bolj učinkovito vodenje in upravljanje občine. Res je, danes je pravzaprav zgodovinski dan za občino Moravče. Po dolgih letih prizadevanj, po trudu, po doseganju enega soglasja je občinski svet z kvalificirano večino sprejel novi statut občine Moravče in novi poslovnik občinskega sveta, kar pomeni, da smo tudi mi vstopili v nabor tistih občin, ki imajo posodobljen, modern statut in ki je v skladu z slovensko ustavo, z slovensko zakonodajo, tako da smo v bistvu odpravljali en zelo velik zalogaj in omogočili, da zdaj tudi potem občinski svet, lepo nadaljuje s svojim delom. Tako da moja res velika zahvala vsem občinskim svetnikom, ki so zmogli to, da so danes stopili skupaj in potrdili statut in poslovnik občine Moravče. Bistvenih sprememb je kar nekaj, tako da na kratko bi rekel, je pomembno to, da smo odpravili vse tisto, kar bo protizakonito in protiustavno. Ministrstvo za javno upravo je dalo nekaj čez 100 pripomb na prejšnji statut, stari statut in pomembno je, skratka, da je zdaj vse usklajeno z slovensko zakonodajo. Ostaja recimo marsikaj od prejšnjega, novo recimo to, da bomo zdaj imeli namesto 14-15 svetnikov, ampak to seveda šele z novimi volitvami, zaenkrat je to pač občinski svet, ki je bil izvoljen in bo cel mandat deloval 14. Potem so pa razdelitve pristojnosti, način glasovanja, skratka ne bi vas utrujil, ampak hočem reči, če ne bi mi tega storili, je obstajala tudi nevarnost, da bi občina Moravče šla pred ustavno sodišče in na koncu bi lahko prišlo do tega, da bi razpustili občinski svet. Tokrat pa se mi zdi, da smo presekali s to prakso, tako da se mi zdi, da je to vendarle velik korak naprej in da bomo lahko naprej tudi potem na vsebinskih zadevah za koristi in interes občanov bolj kvalitetno delali. V preteklih dneh je skupščina javnega podjetja Komunala Zagorje potrdila revidirano letno poročilo podjetja. Za komentar smo pred mikrofon povabili direktorja javnega podjetja Komunala Zagorje, ki nam je povedal. Ja, res je, skupščina je v koncu aprila bila seznanjena z poslovanjem komunale v letu 2022, se pravi z revidiranimi računovodskimi izkazi, katere je tudi potrdila. Dobička, se pravi presežka prihodka na odhodke je bilo dobrih 19.000 evrov, ob tem, da je bilo bilančnega dobička 14.500 evrov in je sprejela tudi delitev tega bilančnega dobička, se pravi 10.000 evrov naj bi se nakazalo v proračun občine Zagorje, razlika naj bi pa ostala nerazporejena. Ja, res je, zaradi povečanih stroškov električne energije v lanskem, predvsem tudi v letošnjem letu, smo se že lani odločili za postavitev ene sončne elektrarne, sicer na
lokacij delavnic Komunale Zagorje, se pravi na strehi delavnic. V letošnjem letu pa nameravamo oziroma imamo podpisane pogodbi še za 2 sončne elektrarne, in sicer eno na centralni čistilni napravi Zagorje in pa drugo na kotlarni, se pravi strehi kotlarne Zagorje. Seveda vrednost investicij, se pravi izgradnje obeh sončnih elektrarn, je tam nekje 140 tisoč evrov brez davka na dodano vrednost. Seveda, verjetno na čistilni napravi zaradi same lokacije ne bomo samooskrbni, ampak naj bi pa v poletnih mesecih, ko kotlarna, se pravi mestna kotlarna, ne obratuje, proizvedeno elektriko prenašajo na odjemno mesto centralne čistilne naprave, kar pomeni seveda racionalizacijo poslovanja in nenazadnje to se pozna seveda tudi pri cenah komunalnih storitev, čiščenja odpadne vode, kar pomeni, naj bi ta cena ostala še naprej ista. Ja, lahko zagotovim vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije, da v letošnjem letu cen toplotne energije nimamo namena spreminjati do novega leta, tako da naj bi v začetku tudi naslednje kurilne sezone cene ostale na istem nivoju, kot so bile do sedaj. V zagorski osnovni šoli Ivana Skvarče so gostili 45. državno tekmovanje mladih čebelarjev, ki so se pomerili v znanju z področja čebelarstva. Šola je prireditev organizirala v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi, Čebelarsko zvezo Slovenije in Čebelarskim društvom Zagorje ob Savi. Letos je čebelarsko znanje pokazalo skoraj 500 tekmovalcev, ki obiskujejo čebelarske krožke na osnovnih in srednjih šolah. Tekmovanje in preverjanje znanja sta potekala na 3 različnih starostno-težavnostnih stopnjah, podelili pa so zlata, srebrna in bronasta priznanja in potrdila o udeležbi. Čebelarska zveza Slovenije je ob državnem tekmovanju tudi letos organizirala dobrodelni pohod v podporo mladim čebelarjem. Tokrat so si zadali prehoditi 30 kilometrov dolgo pot sedeža zveze do osnovne šole Ivana Skvarče. Pot je prehodil tudi predsednik zveze Boštjan Noč. Pohodnikov, ki so premagali del poti ali celotno pot, je bilo okrog 50. Generalni koordinator Ekošole Gregor Cerar, ravnateljica, župan in predstavniki učiteljev, učencev, staršev ter krajevnih skupnosti so podpisali tudi ekolistine. Za kulturni program so poskrbeli šolski pevski zbori Šentjurčki, Češminčki in učenci mladinskega pevskega zbora. Na sklepnem druženju v športni dvorani so tekmovalcem podelili tudi nagrade in priznanja. Za konec so na oder stopili še vsi učitelji in sodelavci šole, ki so z županom in gosti Slakovim čebelarjem zaokrožili vseslovenski čebelarski dogodek. Tekmovanja mladih glasbenikov so stalnica pri izobraževanju, kar se nenazadnje odraža tudi pri uspehih posameznic in posameznikov. Vendar pa morajo mladi tekmovalci čez precej zahteven proces priprave na tekmovanja in kot zadnja stopnica je generalka pred velikim nastopom. V glasbeni šoli Litija Šmartno so pripravili generalko, na kateri so se predstavili Tina Peruci na klarinetu, Izak Petrač s trobento, Galje Rin prav tako s klarinetom, mladi pianistki Evelina Štavt in Eva Bizjak, kot zadnji pa je nastopil Luka Korošec z evfonijem. Tekmovalno pripravo je komentirala ravnateljica glasbene šole Litija Šmartno. Res je, ja, ponavadi imamo navado, da pred tekmovanjih, pred sezono tekmovanj ali pa ne vem, tistih zadnjih par tednov, ne, organiziramo takšne krajše, oziroma krajše, niti ni bil tako kratek, takšne nastope, ki se jih ponavadi seveda udeležijo mentorji in pa starši teh učencev, ki tekmujejo, tako da imajo nekako čim več takih vaj, a ne, v bistvu generalk za tekmovanje, da so bolj pripravljeni, da so navajeni publike in tako naprej, velikega klavirja, odra. Tako da današnji je bil tudi nastop tekmovalcev, kot smo ga poimenovali, oziroma predtekmovalni nastop, na katerem je zaigralo 7 tekmovalcev, v bistvu 7 je bila pa gostja, naša bivša učenka, pianistka 2. letnika konzervatorija za glasbo in balet Neža Kranjec. Vsi ostali pa so naši trenutno vpisani učenci, nekateri od njih so že sodelovali na raznih tekmovanjih,
recimo Trobenter celo na 3 in se bo zdaj udeležil 4. v bistvu in mislim, da je na vseh 3 osvojil zlato recimo. Potem klarinetista Tina Peruzzi in pa Gal Jerin, za njiju bo to tekmovanje, ki se ga bosta zdaj udeležila, to je tekmovanje Bolero. Prvo letos. Potem Izak Petrač, trobenter, kot sem že prej povedala, je že bil uspešen. Klavir 4-ročno so zaigrali 2 mladi pianistki, ki se boste udeležili in 4-ročno tekmovanja na Koroškem in pa vsaka posebej kot solistki v italijanskem Malborgetu oziroma tekmovanju Tomaža Holmarja. Tako da kar pestra sezona je letos za nami, no, že nekako od januarja traja. Se mi zdi, da še nikoli nismo toliko dobrih rezultatov dosegali in res dolgo imeli toliko tekmovalcev, če smo jih sploh. No. Tako da smo zelo veseli in jaz kot ravnateljica in učitelji, da so učenci zmotivirani in predvsem to, da res dosegajo najvišje možne rezultate. Skoraj vse zlate smo do zdaj osvojili oziroma so osvojili naši učenci. In ni to pomembno, spet ne medalje, titule, ampak predvsem to je pomembno, da učenci v tem procesu pripravljanja materijala glasbe za tekmovanje zelo napredujejo. Tako da je res eno tako zelo uspešno leto za nami. V Zagorskem Evroparku je dišalo po naravnem, pa ne le po spomladanskem cvetju, ampak tudi po dobrotah. Društvo za zdravilne rastline Zasavje je namreč organiziralo delavnico spoznavanja in uporabe užitnih rastlin. Na vrtu tete Johance so osnovnošolci in obiskovalci iz vrtca pridno pripravljali prigrizke in pijačo iz sestavin, ki rastejo na vrtu. S pomočjo mentorjev iz društva so vse, kar je bilo za prigrizniti in popiti, ustvarili sami. Eni so nabirali, drugi presajali, tretji pripravljali, četrti ustvarjali slike z rastlinskimi listi. Vsi skupaj pa so na koncu tudi poskusili vse, kar je nastalo pod njihovimi rokami. Delavnico so obiskali tudi iz Varstvenega centra Zagorje in na kateri so se prav tako poskusili v pripravi in okušanju zdravilnih rastlin. Ja, danes smo pripravili na našem vrtu tete Johance, že druge učne urice za narevoljubce. To so, povabimo otroke v vrtcih in pa otroke od 1. razreda naprej. Večji sicer ne pridajo, čeprav tudi za njih bi bile te delavnice zanimive. Otroci so danes pripravljali sirupe, delali so skutni namaz, pripravljali so divjo solato, potem seveda brez sajenja, presajanja in lončkov v naših delavnicah ni nič. Tisti, kjer se pa ni ljubili nekaj delati, so šli pa ven izven ograje in delali razne slikce iz listov vrtnic. Največje zanimanje nekako otroci kažejo pri okušanju rastlin in moram priznati, da pričakujemo, da nekako ne bodo hoteli poskusiti, vendar radovednost premaga. In kislica je kisla, je tako kot limona in niso hoteli poskusiti, dokler jim nisem rekla, to je pa slovenska limona. No in let je bil prebit, tako da smo porabili čisto vso kislico, z veseljem so jo pojedli, tudi staršem so jo ponujali, tako da moram reči solata in tako kot solata, kot tudi skutni namaz, je bil izjemno lepo sprejet. Tudi tisti, ki so se najprej upirali, so po spodbujanju sovrstnikov posegli po kruhu, tako da je namaz kar hitro pošel. Knjižnica Litija je v enoti Šmartno v četrtek pripravila srečanje in predstavitev knjige z zeliščarko Jožico Bajc-Pivec. Obiskovalce je navdušila s svojimi odgovori. Knjižica o Armanu je prva v nizu knjižic in zagotovo bo v veliko pomoč vsem, ki se ukvarjajo z zbiranjem zelišč. Knjižnica Litija in Kulturni center Litija vabita na približevanja zadnja v sezoni v ponedeljek 15. maja ob 19. uri. V Kulturni center Litija bo prišel dr. David Zupančič, specializant infektologije, ki je obravnaval prvega pacienta s covidom. O življenju v sivi coni v diagnostično-terapevtskem servisu je lani izdal knjigo, ki je bila na knjižnem sejmu izbrana za knjigo leta. Na Instagramu mu sledi prek 36.000 sledilcev, snema pa tudi podcast Umetnost lenarjenja. Vabljeni na srečanje z avtorjem knjige leta 2022.
V domu svetega Jurija na Izlakah se bo jutri pelo. Zbor svetega Nikolaja Litija namreč organizira prav prijeten koncert. Več pa v izjavi. Z zborom svetega Nikolaja iz Litije se letos odpravljamo na mednarodno tekmovanje v nemški Marktoberdorf. In zakaj bi to prelepo slovensko pesem poslušali samo Nemci, zato bomo ta program izvedli tudi doma. Koncerti bodo v Litiji, Ljubljani in nam zelo blizu na Izlakah. Koncert bo v dvorani Doma svetega Jurija v soboto 13. maja ob 7. uri zvečer. Vsi lepo vabljeni, vsi ljubitelji glasbe, vsi ljubitelji slovenske kulture in lepe pesmi. Vabljeni, vstopnine ni, veseli pa bomo kakšnega prispevka za našo pot v Nemčijo. Hvala vam, dobrodošli. Drage gledalke, spoštovani gledalci, preživite še naprej lepe spomladanske dni. Hvala za pozornost in srečno do prihodnjič.